Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V 80. letu starosti se je poslovil Franc Hvasti, legenda slovenskega cestnega kolesarstva, uspešen kolesar in vrhunski strokovnjak. Njegov prispevek je neprecenljiv, saj je postavljal temelje današnjemu kolesarstvu. Častni občan Kranja Franc Hvasti je bil uspešen doma in v tujini in kot učitelj kolesarstva, kot tudi odkrit delivec življenjskih resnic. Moj princip je, ko z vlaka stopiš, si odpela. Fertik, jaz sem stopil iz vlaka ven, pozno, dolgo sem se vozil in zdaj pustim vse pregmah, če me kdo rab, rad pomagam, vendar se ne vtikam v nobeno stvar, razen se pravim, če me pokliče kdo, če kaj hoče vedeti. In moje mišljenje je, da bi sam kvaril stvar, če bi hotel nekaj še dokazovati, delati po moje, ker potem ne gre. Jaz sem zmeraj mislil tako, da vsak človek ima svojo glavo in če ne moreš svojo glavo misliti, ne moreš delati z veseljem pa dobro. In to je moj zaključek, jaz sem tako zaključil pri sebi. Med letoma 1972 in 1987 je bil trener Save Kranj, ki je pod njegovim vodstvom postala vodilni jugoslovanski kolesarski klub z naslovi državnega prvaka v vseh starostnih kategorijah. Deloval je tudi kot zvezni trener avstrijske reprezentance. Od leta 1992 je bil direktor kluba Sava Kranj. Operativno in strokovno vodenje več kot 40 dirk za veliko nagrado Kranja in večine slovenskih vrhunskih kolesarskih prireditev je po mnenju športne javnosti najpomembnejši prispevek, ki ga je dal slovenskemu pa tudi kranjskemu kolesarskemu športu. Ob izidu svoje knjige 2 uri resnice, v kateri so zajeta ozadje in dogodki, ki so zaznamovali slovensko kolesarstvo, je povedal. Vem. To je ena od najbolj zahtevnih disciplin v kolesarstvu bila, zdaj jo ni več. Namreč 4 kolesarji so morali voziti 2 ure enako vredno vsi, če ne ta zgodba ni ratala in to je bilo zelo težko natrenirati in dobiti pravzaprav sploh 4 enake vredne kolesarje. In moja želja je bila, ko sem pač spremljal takrat kolesarstvo kot trener, in videl že, da vzhodna Nemčija, pa Poljska, pa Rusi, pa tudi Italijani in drugi vozijo že zelo hitro, recimo 48, 49, potem je šlo tudi 50 na uro. Mi smo pa še vedno na Balkanjadi in tam okrog se vrteli okrog 45, 46 km na uro. Je bila moja želja, da pač v tem smislu se dokažem kot trener in uspelo je v Kranju, takrat smo vzeli sanskih 100 km 50 na uro, še mogoče nekaj sekund manj od 2 ur in to je to, kar je pravzaprav zelo, zelo zahtevno, težko in mislim, da se vsak trener, če se tega loti, tudi pokaže potem, koliko je vreden. Mlajšim kolegom je omogočil lažji vstop v svet profesionalnega kolesarstva in organizacije kolesarskih prireditev na najvišji ravni. Z vztrajnostjo in nepopustljivostjo pa je uspel kolesarski šport uvrstiti na enakopravno raven s popularnimi športnimi panogami. Zaradi njegovega doprinosa in vrhunskih rezultatov, ki jih je dosegel kot trenersko-pedagoški delavec, kot nepopustljiv zagovornik multidisciplinarnega pristopa pri oblikovanju tekmovalca, zlasti pa zaradi polstoletnega motivacijskega prispevka za razvoj vrhunskega in ljubiteljskega kolesarstva, je prejel naziv častni občan Mestne občine Kranj za leto 2021. Torej, nagrada, ki jo zdaj prejemam v Kranju, častnega občana mesta Kranj, mi zelo veliko pomeni. Saj takrat, ko sem bil mlad, pa ko sem bil ustvarjalen, pravzaprav nisem razmišljal na nagrade, priznanja in te stvari. Takrat sem imel pred sabo samo cilje, ki sem jih postavil in hotel uresničiti. Danes pa, ko dobim takole kakšno pohvalo za nazaj, zelo lepo poboža,
dušo in mi to priznanje zelo veliko pomeni. Drugač bi pa verjetno, če ne bi kolesaril, bil glasbenik. Prispevek Franca Hvastije za popularizacijo predvsem vrhunskega kolesarstva v Kranju pa tudi v Sloveniji neprecenljiv. Njegovi vztrajnosti in organizacijskim sposobnostim gre zahvala, da je postal Kranj središče kolesarskega dogajanja. Leta 1983 je prejel Bloudkovo plaketo za tekmovalne in trenerske dosežke v kolesarstvu. Lani ga je Borut Pahor odlikoval tudi z državnim odlikovanjem Red za zasluge. Spoštovani gospod predsednik, iskrena hvala za to visoko državno odlikovanje. Zelo sem vesel, počaščen in zelo me veseli, da sem to priznanje dobil, vendar pa sem nekoliko presenečen, tega nisem pričakoval. No, v kolesarstvu se je začelo vse skupaj nekje v 80 letih z veliko spremembo. Takrat smo začeli delati resno in z leta v leto, z generacijo v generacijo smo stopnjevali in na koncu smo prišli do tega, da smo danes naši kolesarji v sami svetovni špici in imamo najboljše kolesarje na svetu. Če to malo potegnem nazaj, kako je bilo, torej 40 letja smo zelo intenzivno delali in v tem pravzaprav iniciator tega sem bil jaz in tudi pozneje kar dolgo dobo sem bil glavni generator tega pogona. No, danes, ko sem že v zrelih letih, pa z veseljem spremljam vse te uspehe naših tekmovalcev, veseli me, da je vedno več Slovencev na kolesih, da država in občine skrbijo za infrastrukturo kolesarskih poti in vsega tega, kar spada zraven, tako da mislim, da smo tudi nekaj naredili za državljane Slovenije in slovensko državo. Še enkrat, gospod predsednik, iskrena hvala. Franci Hvasti, kaj bi dejali o vaših kolesarskih spominih? Ja, spominov je res v teh 68 letih na kolesarstvo veliko, tako da pravzaprav v tem trenutku niti ne vem, kje bi začel, ampak če gledam vse skupaj, od takrat pa do zdaj je kolesarstvo naredilo velik skok, velik napredek in iz anonimnih kolesarskih stvari, ki smo jih počinjali v mojih otroških letih, pa danes smo praktično prvi oziroma vodilni na svetu, je ogromno dela vmes in ogromno lepih spominov in tudi zadovoljstvo, da nam je to vse skupaj ratalo. Tudi takšne prireditve pripomorejo k temu? Vse pripomore, jaz pravim, vsak dogodek, ki je povezan s komarkoli v njegovi branži, pri nas v kolesarstvu, je dogodek, ki vsekakor pomeni nekaj pozitivnega ali veliko, včasih tudi kakšno negativno stvar, ampak to je tako na svetu je. Stvari se pač imajo dve strani. Tudi sami ste celo življenje vpeti v kolesarstvo. Kaj vam je ostalo najbolj v spominu? Katera dirka? Dirka je, ne vem, veliko, ampak zelo sem bil zadovoljen takrat, ko sem postal državni prvak cestni v Puli, pa tudi v Ljubljani, sem več dirk teh zmagal, pa 3 dirke po Kranju, kar je veliko zadovoljstvo, nekaj v domačem kraju in takrat je bilo res veliko navijačev. Jaz se spomnim, takrat ni bilo toliko prireditev drugih in kolesarstvo je bil pač v Kranju že kar tako dost gledan in ljudje so pravzaprav z dopustov prišli z morja gledati dirko, pa so šli nazaj in to je bilo ogromno ljudi, ki so navijali in zmagati, tako kot recimo smo dale gledali v svetovno prvenstvo v Belgiji,
To je to, kar ljudi, da mislim, to je adrenalin. Tudi vaš vnuk je državni prvak, torej znanje prenašate na mlado generacijo. Ja, z njim se zelo veliko ukvarjam in mislim, pazim, on je zelo hiperaktiven in ne vem, zagnan bom po domače povedal, in ga moram brenzati, ne spodbujati in pazim, da se ne bo prenajedel vsega skupaj, ker on bi delal mnogo več, kot je v tem trenutku potrebno oziroma ki pravzaprav normalno zmore, ampak pazim na to, da ga pripeljal do kje je treba, takrat bo pa odprla vse, kar znava. Tudi sami še zavrtite pedala? Ja, sam zdaj imam pomočnika elektriko, tako da z navadnim kolesom nisem se pelem, ampak nimam več takega veselja, ker me pač zmanjka moči. Pač to so leta in malo manj še bolezenskih problemov, astmo in tako. Tako da sem se odločil za električen kolo in to je pa užitek. Kaj bi dejali ljudem, zakaj kolesariti? To je veliko stvari. Jaz mislim, da sem vse stvari, ki sem jih naredil tako, da sem jih pogruntal, več kot jih lahko doma za mizo, sem jih na kolesu ali pri teku. Torej šport, aerobni šport, ki se lahko s sabo pogovarjaš uro, 2 ali 3, je nekaj posebnega. Kolo ima pa še eno dobro ali pa 2 dobre lastnosti, greš lahko daleč naokrog, vidiš veliko krajev in poleg tega recimo tudi, če se zmatram, gre kolo še zmeraj naprej, nehaš goniti, pa se nekaj časa pelješ pri drugih športih, pa če si utrujen, drugega nikaj ali dol sedeš ali ležeš in ta razlika je velika in jaz priporočam vsakmu, ki je že bolj v letih, karkoli, da vzame kolo in se vozi, ker tako kot sem povedal, ko ti ne gre, pa lahko malo nehaš goniti, pa spet. Vpis v žalno knjigo bo od ponedeljka do pogreba v komunikacijskem središču Mestne občine Kranj, od njega pa se bodo poslovili v sredo na kranjskem pokopališču.